o človeku, ki je izgubil prepričanje. Job Mrmolja je imel jako lepo, v zeleno usnje vezano in le na robeh nekoliko obrabljeno prepričanje. Zgodilo pa se je nekega jutra, da se je Job Mrmolja vzbudil ter se v tistem trenutku neizmerno prestrašil. Imel je navado, da se je ozrl po svojem prepričanju, predno se je zadnjikrat obrnil na postelji. Doslej je ležalo zmerom deviško in nedotaknjeno na mizi in Job je zatisnil oči ter se v polusanjah zadovoljno potrepljal po trebuhu. Danes ni bilo prepričanja nikjer. Planil je vznemirjen s postelje ter razbrskal in premetal vse knjige in listine raztresene po mizi. Naposled je dvignil prt ter pogledal poden, no prepričanja tudi pod prtom ni bilo. Na vsak način pozabil sem ga v suknji, a vrag vedi, kako je prišlo. Pretipal je suknjo. Ne, v suknji ga ni, segel je 3-krat, vsak žep posebej, v spodnjega 4-krat in žepi so bili prazni. V nervozni raztresenosti je iskal celo po hlačah in telovniku. Par hipov pozneje pa je izprevidel sam brezsmiselnost svojega početja. Kako bi se taka stvar tako neumno izgubila, saj ni nikaka igla. Prepričanje je dolgo najmanj 23 centimetrov, kako bi moglo zaiti v hlače ali v telovnik. Sel je na posteljo ter odprl brado v dlan. Razmišljati je pričel natanko, kot je hodil prejšnji dan, kaj je počel, s kakimi ljudmi je občeval in kje in kdaj je imel zadnjikrat prepričanje v roki. Vedel je na tihem, da je prišel domov nekoliko pijan, a ker je bil obče spoštovan in soliden človek, ni hotel tega v svojih spominih še izrecno poudarjati. Popoldne je sedel v kavarni ter se prepiral s Filomenom Sovo o tiskovni svobodi. Vstal je potem in razgret stopil k svoji sukni ter izvlekel iz žepa prepričanje. Dobro, do te ure se je dalo zasledovati vse popolnoma jasno in natanko. Iz kavarne je odšel nekako ob 3, recimo ob 3:30. Resnično, na desni strani ga je tiščalo, ko je zapenjal zgornjo gumbo. Prepričanje je bilo spravljeno v notranjem žepu. To je bilo torej ob 3:30. In pozneje, na trgu je srečal Sempronija Sljuko. Kaj se je zgodilo po tistem usodne polnem hipu, to se je izgubljalo v gosto meglo. Samo tu in tam je mogel dvigniti težki zastor, a kar je ugledal, ni bilo nič važnega. Tolsti rdeči obraz, z vinom polite mize, prevrnjeni kozarci. Zapeljal ga je bil Sempronij. Lahko tebi, Sempronij, ti nisi obče spoštovan in soliden človek in tvoje prepričanje je dolgo samo 11 centimetrov. Vrh tega je broširano in ne dela nikakih sitnosti ob prenašanju. Job si je ubijal glavo, to da ni mu prišla nobena pametna misel. Res, nekoč je bil udaril po mizi z neko stvarjo, a to je bilo kasno po noči in ni se mogel spominjati, ali je udaril s kozarcem, s hišnim ključem ali s svojim prepričanjem. Ne, kaj bi s prepričanjem ob tako pozni uri. Skratka, vse razmišljevanje ga ni privedlo niti za korak na kak uvaževanja vreden sled. Globoka žalost se je polastila njegove duše. Sprva je sklenil, da ne bo jedel ne grižljaja in pil ne kapljice, dokler ne najde svojega prepričanja. A ta sklep se mu je zdel pretiran, škodljiv in neprimeren za resnega človeka, zato ga je preklical. Nemiren in zamišljen se je oblekel, umil ter počesal lase pomotoma v troje paralelnih preč. Ako se res reč pretekta, kakor se spodobi, nima moje življenje nikake vrednosti več, nikakega pomena. Lahko bi hodil brez roke, brez očesa, da celo brez nosa bi se dalo živeti. A kadar človek nima prepričanja, teda je samo še senca brez telesa, knjiga brez vsebine. Za Boga, nekje je ostalo na vsak način. Ko je stopil na ulico, se mu je zdelo, kakor da je izpostavljen z vezanimi rokami vsakovrstnim nevarnostim.
Prej je imel navado, da je pri vsaki stopinji krepko potrkal s peto ob tlak. Zdaj si tega ni več upal. Celo brkov si ni pogladil, kadar je pogledal v kako izložbo. Poleg tega mu je bilo v želodcu slabo in pod lasmi je čutil neprijetno brenčanje. Semproni je ležal na zofi ter kadil cigareto. Premišljal je ekspozicijo svoje najnovejše socialne drame. Vrhu nosa in pod očmi so se mu poznale rdeče proge od nanosnika, ki je ležal strt poleg postelje. Sinoči se je bil vrnil Semproni iz gostilne ob kakih 3 in zjutraj je pil gorko limonado. Job je bil v zadregi. Iskal je prikladnih besed, da bi se dotaknil kočljivega predmeta, kolikor mogoče rahlo in neprisiljeno. Da bi obdolžil Sempronija naravnost in brez opravičevanja, to bi bilo žaljivo in celo nevarno. Vrh tega nikakor ni hotel vzbujati sumnje, kot da je bil snoči cela brez zavesti in da se ne spominja, kaj je počel s svojim prepričanjem. To bi osvetlilo z umazano lučjo njegov solidni značaj. Dragi Semproni, z jako delikatnim vprašanjem prihajam k tebi. Pripetilo se mi je nekaj nenavadnega, skrajno neprijetnega. Vzbudim se danes zjutraj in ko se ozrem, ni mojega prepričanja nikjer. Semproni je dvignil trepalnice ter stresel na rahlo spodnjim delom svojega nosa. To je sitno, res, jako sitno. Kakor ti je znano, sem bil sinoči ves večer v tvoji družbi, ali nisi morda slučajno takole mimogrede? Glas mu je zastal in pogledal je svojega prijatelja z vprašujočimi očmi, a prijatelj se ni ganil. V iztegnjeni desnici je držal cigareto ter otresel z mezincem pepel. Lahko si ga bil utaknil k sebi pomotoma iz raztresenosti. Semproni se je razsrdil brez vsakega povoda. Vstal je nenadoma ter odgovoril z razgretim glasom. Če misliš, da sem ti odnesel tvoje neumno prepričanje, se jako motiš. Kaj mi bo tvoje prepričanje? Za vsakdanjo potrebo ga imam sam dovolj, če tudi je broširano, nekoliko zamazano ter samo 11 centimetrov dolgo. Sploh pa tvoji pripovedki niti ne verjamem. Zdi se mi, da imaš kakršnekoli postranske namene, poznam te, da si navaden kujon. Job je bil uničen. Ali, dragi Semproni, nisem te hotel obdolžiti, nikakor ne. Iz vsega srca spoštujem tvoje prepričanje, če tudi je samo broširano. Moje je bilo vezano v lepo zeleno usnje. Lahko razumeš, kako mi je brez njega. Zvedeti sem hotel od tebe le kako posebno okoljnost, kakšne važne podatke. Ne vem ničesar in naposled vrag vedi, če je bilo to res kako prepričanje, skoraj gotovo renomiraš in tvoje prepričanje ni bilo drugega kot malovreden, ogoljen predsodek. Jaz za svojo osebo nisem opazil pri tebi nikdar nikakega prepričanja. Marmolja je vzdihnil. Semproni si je nažgal novo cigareto in nekaj trenutkov sta molčala oba. A polagoma je ostajalo sočutje v Sempronijevem srcu. Pričel se je zavedati, da je delal Jobu krivico in to celo popolnoma na lepem, brez vsakega razžaljenja od prijateljeve strani. Ozrl se je po strani nanj ter iskal mehkočutnih izrazov. Utolaži se, dušica. Stvar ni tako resna, kot si jo predstavljaš. Oglej se, prosim te, koliko ljudi živi srečno in zadovoljno, brez najmanjšega prepričanja. In kakšni ljudje so to, ugledni in češčeni. Svetnik Mrož, recimo, nima niti predsodkov, sploh ničesar ne, o kakem prepričanju niti ne ve, da eksistira. In vendar je svetnik, zdaj se celo brije. Marmolja je zmajal z glavo ter pogledal v strop. Ako se reč pretehta, kako vrednost ima tako zvano prepričanje. Kadar bi ga rabil, takrat ti je v nepriliko, posebno, če je trdo vezano in debelo. A kadar ga ne potrebuješ, pogrešaš ga brez vsake škode, naravno. Ne toguj, to ni zdravo, človek izgubi apetit. Poglej mene, tu je moje prepričanje.
Izvlekel ga je iz žepa ter listal po njem. Bilo je res že jako zamazano. Zdelo se je celo, da so nekateri listi iztrgani. Kaj mi je do njega? Palo mi je v blato enkrat, 10krat, če mi pade 11, ne poberem ga več. Neumnost. Po svetu hodijo različni lopovi in smrkavci, ki nosijo s seboj eleganten zvezek javnega mnenja namesto svojega prepričanja. In godi se jim dobro. Sploh je ta stvar že zastarela. Svet napreduje neprestano in sčasoma bo vrgel v kot vse te smešne fosilije. Nekdo je potrkal in s tobo je stopil filolog Maurici Trska. Prepričanje izgubil. Prepričanje. Kaj hočete s to nerodno skovanko? Prepričanje je skovanka in drugega nič. Prepričanje. Überzeugung. Tujka. Doj s tujkami, doj s prepričanjem. Trska se je zavrtil, da so mu zaškripali pod plati. Njegov beli obraz se je svetil, kakor zlojem namazan. Privlekel je na dan neko čudovito besedo, obrnil jo nekajkrat po jeziku, izpustil jo na to na prosto polje, ter jo zasledoval čez hribe in doline do zelenega sanskrtskega morja. Mrmolja ga je prekinil. Jaz ne vem, Semproni, kako govoriš, a vsekakor so tvoje besede pregrešne in nenaravne. Kdo drugi bi rekel, da hliniš in da zakrivaš s plaščem malovažnosti kakšno sleparijo? Bog vedi, če ga nisi odnesel. Kaj pomeni to navtolcevanje? Pojdi k vragu s svojim prepričanjem, jaz ga ne potrebujem. Ne tebe, ne tvojega prepričanja. Ni vredno niti gnilega kvargla in ti si vreden še manj. Taka jokavost in zaradi prepričanja. Job se je vzdignil ter odšel k Durim. Ko je stal vrh stopnic, pomolil je Semproni glavo skozi vrata ter zaklical za njim. Tepec. Od znotraj se je čul tenek kričeč glas. Pomislite, skovanka in drugega nič. Mrmolja se je ozrl, a po njegovih licih je zdrknilo dvoje solza. Namenil se je, da se oglasi na policiji. Pretektaval je to vprašanje, obračal ga na vse strani in videlo se mu je zmerom bolj sitno in zamotano. Če dam vso stvar policiji v roke, ne opravim ničesar. Letanje na magistrat, izpraševanje, poizvedovanje, stroški in rezultata bi ne bilo nikjer. In Bog vedi, kaj se lahko pripeti. Vrgli bi naposled sumnjev na mene samega. Iz kakšnega koli vzroka. Tem ljudem prihajajo misli, ki so nam smrtnikom navadnim nerazumljive. Kaka malenkost, kaka neprevidna beseda in sedel bi v tinti. Stopal je čez trg globoko zamišljen, sklonjenim vratom in napetimi ustnicami. Zvonilo je poldne in uradniki so prihajali iz pisarn. Nad mestom je sijalo sonce in strehe so se lesketale v vlažnem svitu. Tisti čas je prišel iz stranske ulice visok človek v tesno zapetem sidem površniku, na glavi cilinder in zlatom kovan nanosnik pred očmi. V desnici, oblečeni v oranžno barvno rokavico, je držal tenko črno palico, a iz širokega žepa so mu gledali popisani papirji.